hvala, ker ste prišli v takem številu. Hvala vsem, ki tukaj sedimo. Vsakega posebej bom potem še posebej predstavil. Lahko sem, kot sem zmeraj vesel, ker pride do premiere. Sem strašno vesel, da prihaja do četrte premiere v letošnji sezoni v Mali drami. Angel pozabe, Maja Haderlap, v prevodu Štefana Devarja, v priredbi in režiji mladega tržaškega režiserja Igorja Pisona. Dramaturginja je bila Eva Kraševec, Petra Weber je scenografinja, Belinda Radulović je naredila kostume in Lajan Polič Zdravič, mladi glasbenik, ki je opremil, oziroma ne opremil, naredil avtorsko glasbo za današnjo in vse zvoke, ki k temu sodijo za današnjo, oziroma za jutrišnjo predstavo. Petra Weber in Igor Pison sta pa tudi oblikovala luč. Seveda, zdaj pa veliko nas je, igrali bojo pa trije, in sicer Barbara Cerar, Sačo Pavček in Janez Škof, ki se upravičuje, ker je moral v vrtec po otroka. Zdaj, meni je v veliko čast, da z nami sedi Maja Haderlap. Imamo tudi veliko tremo pred njo. Ona je pravzaprav naša kolegica, dramaturginja, pesnica, pisateljica in res hvala za to, da lahko po tvojem čudovitem romanu, da bomo lahko jutri uprizorili to naše videnje, oziroma videnje avtorske ekipe tega romana. Jaz seveda nisem noben literarni kritik ali pa ne vem, kaj jaz sem navadni igralec in jaz se ne bi spuščal v kakšne globokoumne razprave. Jaz lahko samo povem eno stvar, da je name roman deloval izredno, ne vem, kako bi se temu reklo, odpiral mi je, kar z enim ključem mi je odpiral moja vrata spomina in brskal okruške nekih zgodb, ki so se meni tudi dogajale, mojega bivanja na kmetih, mojih starih staršev, mojih stricev, mojih tet in moram reči, da sem ti za to izredno hvaležen, ker so dobili skozi tvojo tenkočutno pisavo, so tudi oni dobili nek popolnoma drug pomen. Nenadoma sem jih videl v čisto drugi luči, vsi detajli so se mi zazdeli drugačni, kot sem jih, recimo kot otrok, sproščeno lahko doživel. Nenadoma je bilo vse drugače v neki zgodbi, ki je postala, lahko bi rekel, kar velika. Na idejo za uvrstitev Angela pozabe je že pred letom prišel Edward Miller, moj predhodnik, verjetno asociativno tudi vezano z uprizoritvijo Še vedno vihar Petra Handke. Gre za temo koroških Slovencev, bivanja tam in moram reči, da obe te drama in roman sta nenadoma v zadnjih 2-3 letih reflektorje cele evropske javnosti prestavljati tja, kamor jih prej nihče ni mogel predstaviti. In sicer v tisti stisnen, v Karavanki stisnen kot Avstrije na eni strani na mejo z prej Jugoslavijo in zdaj Slovenijo in zdaj je pač ni več, ampak še zmeraj so hribi vmes in na drugi strani z nekim z drugačnim drugače govorečim svetom avstrijskih državljanov.
Mislim, da je to zelo pomembno dejanje, da se je iz strogo zgodovinskih ali pa akademskih krogov ta tema nenadoma osvetlila in vidim, da je tudi pri nas po predstavi, po Handkejevi predstavi prišlo do finih razgovorov, do izmenjave mnenj, do skrbi za to, kar je bilo prej in verjamem, da bo po uprizoritvi današnji oziroma jutrišnji, da se bo ta tematika še toliko bolj odpela in da se bo naša skrb pri vsem tem in vse tista odgovornost, ki bi jo morali čutiti, da se bo mnogo povečala. Eva Kraševec, dramaturginja predstave, je pravzaprav najbolj pravi link med Igorjem in Majo. In to mi še fino tam sedi na sredini in zdaj bi jo pa jaz povabil v besedi, da sproži debato o tem, kako ste kot ekipa doživeli roman in kako ste se do njega vedli in kar bomo pa seveda jutri videli. Kot ekipa oziroma predvsem Igor, ki je sprožil vse, kar se pravzaprav zdaj na odru dogaja oziroma pač iniciral proces dela, smo bili pravzaprav v velikem precepu, na kakšen način zasnovati dramatizacijo oziroma adaptacijo, priredbo oziroma roman pogleda skozi oder. Maja, avtorica, je namreč dramaturginja, kot vemo, z izjemno pretajenim pogledom na gledališče, dolgoletnimi izkušnjami kot šef dramaturginje v Celovcu. Tako da trema je bila precejšnja in tudi možnosti precej. Mogoče za začetek, tudi zato, ker imamo pač avtorico kot prvo, tukaj bi vprašala, Maja, kakšna je bila tvoja reakcija po branju te priredbe, mogoče tiste verzije, ki ga potem pač ta osnova za prizoritev, pač ta samo za pač mogoče osvetlitev, rekel v bistvu za verzijo oziroma za adaptacijo, ki se zelo koncentrira na spomin in na identiteto, ki se formira iz spominov. Se pravi, na to, kar je recimo tudi režiser si vzel kot nek moto uprizoritve, se na novo zasnovati po spominih. Tako da me zanima v bistvu, kakšna je bila ta reakcija oziroma ta prvi vtis po branju priredbe, kaj od romana si v resnici še začutila noter in mogoče tudi kaj pogrešila, mislim, to tudi dovoljujemo. Glede na to, da še nisi videla predstavitev. Je prepozno to daje. Jaz sem zelo intenzivno brala tisto predverzijo, ki še ni bila verzija, ampak vendar je material zbran za igralce in igralke. In se mi je zdelo, da je treba tukaj še ene stvari, ki se je rekla, bolj izjasniti, tudi urska bolj izjasniti. Potem, ko sem pobrala to, ker je relativno hitro šlo, se mi je zdelo, sem pravzaprav samo pomislila, v redu, meni se zdi, da bo to na uru funkcioniralo, da bo ta dinamika lahko zaživela. In v principu nisem toliko razmišljala, kaj vse pogrešam, recimo. Sem že videla, da je tekst okleščen in da ne moš recimo vse plasti na urah postaviti, ker to so pač prednosti proze. Tako da, jaz moram reči, potem nisem več dolgo razmišljala o tem. Res ne, ker zdaj v glavnem ne čakam na predstavo. Potem je v bistvu vprašanje, ki se seveda pač osredotoča naravnost pač na idejo. Ja. Na idejo, iz katere si v bistvu začel s tem procesom, to je bilo verjetno že pred kakšnim letom. In seveda pač osnovne idejne niti, ki si želel v bistvu stkati skozi uprizoritev. Ja, jaz bi rekel še to, da ideje je bilo več na začetku. Ko sem
začel z branjem romana in je bilo potem tudi zanimivo, ko so se enkrat srečali. Vsak ima preko tega romana eno idejo, kako bi se lahko to pripovedovalo, ker lahko začneš, ne vem, z enim pogrebom, lahko začneš za drugo sceno in tako naprej. Prva pogovor, ki pa sva ga imela jaz in ti, se mi je zdelo že to zanimivo, da bomo kronološko šli skozi zgodbo, oziroma tako kot je napisan roman, tako bomo tudi mi sledili temu, kaj se bo njenim spominom in tako naprej. In to je bilo že velik korak v smeri predelave, ker to ima še smer. Potem drugo vprašanje je bilo, koliko teksta je nujno potrebno, da povem bistvo tega, kar me zanima v tem romanu. In recimo, ti si zdaj rekel, da ni več mej, da se pa še vedno treba malo pogledati, kaj je vprašanje identitete in tako naprej. Meni se mi zdi v tem tekstu in v romanu tudi, kako spomin se veže na zgodovino in kako zgodovina potem se veže še na vprašanje identitete in tako naprej. To je kako pronicajo te politične in zgodovinske vprašanja v življenje, ki je konkretno, ki je zelo živo, ki je zelo pisano in ki je potem seveda zelo podobno s tenkom našega življenja. Vse to je zanimivo, vsi tisti, ki so prebrali roman, vse tudi v Trstu, so vedno rekli, aha, to je prav kot moja babica, to je prav tako kot tisto, kar se stvorila. Nekaj vrste Rorschach, ti vidiš to in jaz vidim to v tem. In to se mi je zelo zanimivo in to pomeni, da je zares ta stvar, ta roman lahko odpaz prototod, ki govori še o nekih širših tematikah. Ja, če ne zdaj govorim eno uro. To v glavu. Ja, podjavljam tudi, da si se osredotočil na 3 osebe, na 4 osebe. Ja, to mi je pomagal Handke, ki to začne povedati. Ja, iz tega zadnjega, mislim, v slovenskem prevodu je na zadnji strani prav neke vrste aksiom, matematični. In take babice, kot je taj, nismo še nikoli videli, take ga očeta tudi ne in tudi nje, kot je tukaj zapisani, smo nikoli videli. Aha, 3 osišča. In da je prišel prav do ekstrema, sem rekel, tam, ker je babica, mora biti mama. In če ima mene igralko, ki igra bodi si mamo kot babica, je fizikalno nemogoče, da igra istočasno obe vloge in zaradi tega se mi zdi, da je tudi to osmišljeno. Veliko smo se ukvarjali med procesom spominom, s kolektivnim spominom, s kulturnim spominom, z luknjami v spominu in v resnici z zgodovinsko zagato, ki je v bistvu nukleus celotne v bistvu zgodbe in sicer tem dogajanjem oziroma zatevanjem eksistenci koroških Slovencev in tako. Ravno te luknje, v bistvu luknja v spominu, ki sproži vse to spominjanje vseh ljudi, se pravi posameznikov, ki živijo na Koroškem in v končni fazi, v neki predelani verziji, tudi spominski materiali, ki si jih uporablja pri svojem pisanju, na nek način že pogledani z neko distanco, z mogoče tudi spravno noto. Vse to v bistvu nadomešča nek moment, nek trenutek zgodovine. Na nek način je spomin, sploh v tem smislu verbalni spomin, komunikativni spomin o določenih dogodkih, ekvivalent zgodovine. Pri tem smo se odločili tudi za eno zelo zanimivo potezo. Na tem mestu bi izpostavila lektorsko delo pri uprizoritvi Tatjane Stanič in tudi oblikovanje govorne podobe, ter še eno posebnega segmenta, ki smo ga uporabili pri uprizoritvi, tako da bi prosila Tatjano, da pove nekaj malega o tem angažmaju, ki je zelo bistven za zgodbo, formacijo identitete pisateljice, tako rekoč. Ne bomo se pretvarjali, da ona ni ona, ampak pač jo ohranimo na abstraktnem nivoju, a vendar gre za besedo, za jezik. Prosim, da Hana. Ja, tukaj jaz sem seveda sledila tem novim priredbam, ki so nastajale, recimo, ampak meni se je v vsem tem sledenju, oziroma ko je bila končna priredba že dana na plano, se je pojavil en centralni problem oziroma vprašanje, to je vprašanje narečnega govora kot idioma, kot nekega primarnega govora, o katerem
iz katerega izhaja avtorica in iz katerega izhaja vse to okolje, ki pravzaprav ga opisuje avtorica preko spomina. In tukaj se je v bistvu pojavilo predvsem tehnično vprašanje, kako to narečje, ki je moralo priti v predstavo, kako ga vpeljati. Ker pojavila sta se predvsem dva problema. En problem je bil ta, da ima narečje pri nas zelo močno konotacijo določenega pomena, to se pravi malo karikirano, malo komično in so ljudje pravzaprav navajeni na tak način poslušati in gledati. In drugo je bilo to, da pravzaprav ne govorimo o dramskem tekstu, ampak o priredbi. To se pravi, da je tukaj imel svojo funkcijo tudi literarni jezik kot tak, večjo recimo, kot bi jo imel v neutralni jezik v neki klasični drami. In potem je po ideji spomina, o katerem sta govorila že Igor in Eva, je se pojavila ideja o narečju kot nečem ne popolnoma direktnem na odru, to se pravi o narečju kot posnetku. In tukaj se je potem ta ideja dala razširiti še v neko drugo skrajnost, ki je zelo redko lahko prisotna na odru, namreč, da smo vpeljali avtentično narečje. To se pravi, da smo poiskali govorce lepenskega govora in da smo jih posneli in da to narečje ne funkcionira preko predelave, preko dramske obdelave in potem seveda tudi preko neke abstrakcije in poenostavitve, ampak zaživi prav v svoji direktni, avtentični melodiji. Tako da bi se na tem mestu rada tudi zahvalila govorcem, 4 gospem in enemu gospodu, ki so bili pripravljeni in so nam ponudili 3 ure materijala govornega, ki smo ga potem pač obdelali tako, kot je bilo za uprizoritev primerno. In ki so nas seveda tudi zelo natančno poučili, kako močen in pomemben element je to za koroško skupnost na avstrijskem Koroškem, zato ker jaz sem seveda se poučila o oberski narečni skupini, ki je ena izmed zamejskih narečnih skupin in takoj sem bila recimo korigirana, ko sem se z gospodom Ošino skontaktirala, da ne obersko, to je govor lepene. To se pravi še ožje in še bolj specifično je ta govorna podoba še bolj specifična, s katero se identificirajo. Tako da boste v tej uprizoritvi slišali kot odmev spomina, lepenski govor, avtentično govorjen. Druga jezikovna skrajnost je pa seveda nemščina, avstrijska nemščina, preko katere se identificira nekako, bi rekli, izgrajevanje osebnosti te nje, ki je avtorica in ki je nosilka, pravzaprav, ki je protagonistka vseh teh spominov. Tako da je literarni jezik, literatura, to se pravi neutralni jezik, je tukaj pravzaprav najbolj nerealen jezik. Realna jezika sta lepenski govor pa avstrijska nemščina. Tisto vse, kar se vmes govori, je pravzaprav jezik romana oziroma jezik adaptacije. Taka je jezikovna podoba te uprizoritve. To si me malo prehitela, ker sem hotel namreč ravno Pretjano in Štefana sprožiti v debato o jeziku, v tej razliki jezika, točno o tem, da bi pa mogoče kar te vprašal, kako si rekla, to nazadnja literarna, Ja, se ne vem več, kaj sem rekla. Ja, tako fino, izreka jezika. Literarna podoba je mogoče manj realna tako. Kot narečje pa avstrijščina. Ja, tako pa ti? Meni se je zdelo pomembno to, da recimo, da zaveljem ta roman, ki sicer bil pisan v zbornem jeziku, z koroški in ščepci koroškega dialekta, ker kolorita pravzaprav bi lahko rekel, zato ker se mi je zdelo, da bo pol zasijal v več barvah in mogoče zdi se mi, da to celo dobro funkcionira v romanu, vse tako so tudi odzivi, so približno taki. Potem sem recimo, če že govorimo o jeziku, za to majno dvopolnost, ker je recimo nekatere stvari povedala v nemščini, mislim, povedala v slovenščini, potem pa zato, da je recimo pojasnila, je povedala še v nemščini zraven. To so predvsem mesta, kjer
je bilo treba povedati nekaj toplega, prisrčnega, nekaj, kar je prihajalo iz njenega otroštva, tam se je vrnila k slovenščini, govorimo o originalu seveda. In potem, da bi nemški bralec to razumel, je povedala še po nemško. No, to dvojnost sem jaz ohranil na ta način, da sem na takih mestih upeljal najprej zborno govorico, potem pa sem mi dodal še koroščino, tako mehkejše tone, ki so spet malo obarvali to zgodbo. Drugače pa kakšno hujše narečje nisem silil, se mi je zdelo, da mora ta roman vendarle razumeti vsak Slovenec med Mursko Soboto, Piranom in Celovcem. In to je to za. Tukaj v gledališkem listu je en krasen članek o nastajanju prevoda. Mislim, da je to prav zame je bilo čisto odkritje, kako to pravzaprav gre. Ker zmeraj si mislim, da to pač gre iz ene, pa ne gre iz ene. Gre strašno lepo in tukaj je res odličen članek, tako da vas vabim, da si ga preberete. Zdaj bi pa mogoče še Larna vprašal, kako se je on loteval. Kje je hodil s svojimi mikrofoni? Kaj sem delal? Ja, hvala. Torej, eno subjektivno mnenje, najprej, da je bila to zame ena zelo zanimiva izkušnja preciznosti in občutljivosti gledališkega jezika, še posebej to sodelovanje z Igorjem, kako zdaj uprizoriti zvokovno te kruške spominov in jaz sem se skušal temu čim bolj približati, med drugim na način, da sem skoraj da ogrožal svoje življenje, ker sem šel snemati Žled namreč in si to izkazal za nekaj fantastičnega in smo to tudi uporabili na nekem prizoru v predstavi. In celotna zvočna podoba je torej sestavljena iz nekih živih zvokov, ki sem jih tudi pač oblikoval, zvokovno jih manipuliral in pa neke teme, ki pravzaprav povezuje te spomine in neke realne situacije. Tako da mislim, da je bila to ena zelo zanimiva intenzivna študija in to, da pač so bila v tesnem stiku z Igorjem sodelovanja, mislim, nobenega drugačnega slika. Kaj ste to poudarili? Ja. Vas moram povedati. Kakorkoli, no, pač jaz se skušal zdaj približati temu in upam, da je prav to uspešno. In tukaj imamo seveda še dve igralki, zvezdi jutrišnjega večera, tako da bi vaju kar prosil, da mečkam gresta skozi spomin, skozi študij. Moj študij. Ja. Samo v začetku bi rekla, da zdaj, ko ste poslušali vse te besede, pa sem jaz tudi poslušala, ker se vse tako komplicirano sliši, no tudi je. Jaz, ko sem prebrala roman, sem se ustrašila, da me ta teža, ta veličastnost romana, da me pokoplje pod sabo. Mislim, s to mislijo, ta vloga je preprosto, vse je zapisano noter. Mislim, vse to so, neverjetno, vse te občutki, vse to, sem rekla kako. No, potem sem se pa odločila, sem se zaljubila v to punčko in sem šla počas od začetka, skozi otroštvo, skozi vse te spomine, iskanje identitete, vse tako, in smo šli z Igorjem od točke A do točke B, točke A do točke B, počas smo pletali to mrežo in enkrat je Maja prišla na vajo. In jaz sem stala tukaj spredi, sem se tako ustrašila. Jaz sem se utrpala. Ker dejansko to je na nek način še toliko večja odgovornost. Kaj bi rekla? Vse trema je vedno je ta vznemirjenje pred primerom in tako naprej, ampak ta material je pa resničen je in ga
na drug način se lotevaš stvari, na drug način si enostavno, ne vem, kako bi rekla. Lahko samo to povem, da ko gremo po vaji dol, se usedemo na kavo in molčimo. Se ne pogovarjamo. Zaradi tega, ker je tako intenziven in je tako... nimam besed, od vseh besed jih nimam. Je preprosto čudežno. Res. Ja, se kar strinjamo z Barbaro, kar je povedala. Zdi se mi pa seveda, recimo, če govorimo o svojih dveh vlogah, seveda, ko sem brala roman, tako živo vidiš seveda vse te like, zlasti te osrednje 3 like in tudi moram reči, da tudi mamo. In je seveda ta fantazijska podoba, ki sem jo jaz imela v glavi ob branju, bila popolnoma nekaj drugačnega, kot je potem samo igralsko delo in kot je tukaj na tem odru. Se mi zdi vedno, tudi se mi zdi gledalci, da bodo prihajali z nekim zelo velikim pričakovanjem in se mi je zmeraj zdelo, nikoli ne bo zadoščeno pravzaprav vsej tej burni fantaziji, ki se sprošča pri bralcu, ko bere roman. Isto se mi zdi, da se zgodi tudi pri filmih, ko so enkrat knjige ufilmane in tako naprej. In sem se te želje, recimo, da bi to bilo res tako, kot sem videla v branju, kar poslovila. In sem seveda skušala iz teh okruškov, predvsem pa z neko zelo veliko odgovornostjo po eni strani, po drugi strani pa zelo velikim občudovanjem do majinega pisanja in seveda ne morem od svoje osebnega odnosa do nje in tudi do njene družine, ki jo seveda zelo bežno poznam, a kljub temu jo imam v spominu, da se ne bi temu predala z neko veliko ljubeznijo. Čeprav to tako zveni zelo pocukrano ali kaj s tem kako, ampak tako pač je. In iz teh okruškov sem pa se nenadoma znašla pravzaprav na začetku in se mi je zdelo, da če se bo v tej morda abstraktni uprizoritvi, na nekaterih mestih zelo abstraktni likih, če se bo prepoznalo ta notranji svet vaših babic in vaših mam in seveda s tem tudi univerzalno vseh in najbolj pa majinih staršev in starih staršev, da pač moje delo ni bilo za manj. Vedno me je pa žal, ko je konec vaj, ne, in ko več ne raziskujemo in se več ne družimo, moram reči, da smo zelo lepo sodelovali, mi je bilo to zelo, zelo dragocen čas. Mi je vedno žal, da se nekaj zaključi in da ni več možnosti tega improviziranja, tega igranja in upam, da bo ta balon tudi seveda počel in da bo zacvetelo to, kar smo mi zdaj sadili in zalivali. Ne. Lahko se pa zgodi seveda, da morda ne jutri, pa morda ne pojutrišnjem, po pojutrišnjem pa mislim, da se nekaj lahko zgodimo. Predstava je tako, jaz sem seveda že videl, ne, da jaz malo več vem. Jaz nisem od znotraj, ampak sem bil od zunaj in je tako kot je knjiga, to je 1,5 ure spomina, 1,5 ure vežbe spomina in asociativnega grajenja. Mislim, da bo za vse, ne glede na to, je abstraktno ali ni, sploh ni to pomembno, ne, ampak je prav 1,5 ure, ko bomo sedeli in se nečesa spominjali, skupaj z igralci, tako kot vzameš roman in greš skupaj z romanom. In z Majo in s sabo. To je bilo meni, recimo, najlepše pri romanu, da sem šel s sabo tudi. Ampak zanimiva dimenzija se mi zdi, no, prav to spominjanje. In sicer Maja, ki si mi v intervjuju, ki je tudi v gledališkem listu objavljen, povedala, da se je v bistvu to spominjanje na seveda traumatične dogodke začelo precej pozno. In da je tudi recimo potem po izidu romana
veliko ljudi ravno pač v bistvu uspodbujeno s tem branjem in zgodbami, ki jih pač vključuje Angel pozabe, tudi imelo pogum ponovno spregovoriti. Me pa zanima še ta del v bistvu spomina, ker tako ali drugače se ves čas gibljamo okrog tega, pa v bistvu okrog travme, ki je bila zamolčana, oziroma so se pač te zgodbe dogajale samo v zelo ozkih družinskih skupnostih. Zdaj pa se kar naenkrat v bistvu odprem in je to skoraj na nek način širši pojav. Ja, zdaj ti težko odgovorim. Spomin je bil na začetku povsem oseben in seveda tudi, kako bi rekla, zelo pozabljiv. Jaz sem se v glavnem spominjala svoje družine ali z njo živela in nekaterih zgodb. In z leti je vse to tako počasi tudi stopilo v ozadje, včasih se mi je to približalo in čakalo. Potem z leti, ko sem začela pisati, sem vedela ali pa sem si želela, da bi vse te zgodbe povezala v en sklop, v eno večjo zgodbo, s tem tudi seveda del otroštva. Tako da ne vem, to je bilo vse nekako zajezeno, ne? In potem sem počasi odpirala tukaj žlebove na tej strani, na oni strani, ko sem začela pisati. Med intimnim in družbenim, ne? Ampak potem pa sem še to vprašanje, potem pa lahko v bistvu odpremo verjetno tudi publiko. Kako si se v bistvu ti soočal med tem intimnim spominom in med družbeno, v bistvu, vsemi temi zgodbami, ki vzpostavljajo družbeno-zgodovinsko politično ozadje zgodbe? Vendar je roman med zelo ekstremno intimnim in ekstremno družbenim. Ja, mislim, to stičišče intimo in družbo, to sem skušal tako postaviti, da pronica ta zunanjost v te zgodbe par stavkih, ker namigovanje včasih daje večji pomen politiki ali zgodovini, kot pa čisti dobesedna pripoved. Drugo pa je, ko je anekdotika vezana na izkušnje veliko, izkušnja koncentracijskega taborišča Babice in tako naprej. To je povedano ena. In to se mi zdi fajn, da je tudi ena povedano v predstavi. To glavno, kar se tega stičišča tiče. Kar mene je zanimalo, zdaj, ko sem se to poslušal, to izogibanje tega da je ona, prva stvar, ki mene je malo zastrega, ko sem mi rekel, da bi lahko to predelali tisto, ker že samo na začetku sem rekel, ti boš delal Majo Haderlap. Mislim, kaj delaš, da si v Ljubljani in delaš Majo Haderlap. Zgledate, in je zanimivo, kako je roman čisto avtobiografski, in hkrati, ko ga prebiraš, občutiš, da ni samo avtobiografski. In zaradi tega sem se hotel od tega nekoliko oddaljiti, da njo imenujem kot ona in da ni, ker bi lahko bilo Maja, ker nekateri so me sprašali, zakaj ni Maja, zakaj ni Hrvika, Majo Hapovsko bi zvenila sicer. Zakaj? Po mojem prav zaradi tega, ker se lahko vsak v enem določenem trenutku prepozna ali pada v spomine. In je možno, da se v njih trenutkih asociramo tudi z našim življenjem in da to vprašanje meje je lahko razumljeno tudi malo širše, ne samo čisto striktna ekološka meja in tako naprej. Mislim, predvsem danes, ne vem, komu sem včeraj iz kakšne nobene novinarja, smo govorili prav o tem. Danes, v času Evropske unije, kjer ni mej, so pravzaprav meje še bolj prisotne. Še predvsem po Schengenu, v bistvu mi smo usporejeni s kontejnerji, ker zaradi tega še ne nastal pravzaprav, da se lahko tovornjaki peljejo od A do B brez teh mej vmes. In potem so prišli še ljudje.
Evropa nastaja zaradi izmenjava kulturnih idej, karkoli nastaja samo iz praktičnih tržnih. In zaradi tega se mi zdi fajn, da ravno danes postaviš tudi lahko na oder tekst, ki postavlja vprašanje identitetno in ob tem še odpira prav to, kar se včasih skušaš izogniti, in sicer kaj je, če rečeš, jaz sem pripadnik tega in drugega, je že nacionalizem, ni nacionalizem. In to se mi zdi zelo pomembno, da se danes lahko še o tem, mislim, če je že nekaj politične, je to po mojem tudi, da se izbere, da nekaj takega postaviš na oder. Pa tukaj je še zdaj, meni se zdi, da zdaj, ko meje izginja tudi tisti naravna drža. Nekako se vse razvodeni. Ni nekega odpora zoper nekaj, se razvodeni. In tukaj je po mojem zdaj še večji problem in zaradi tega sta roman in drama od Handke zame se mi zdi ključnega pomena za vse obmejne narode. Se to zdaj ne gre samo za Korošce, gre za Špance, gre za kakorkoli se obrneš, je isti problem. Kar nekako se je meja in vse skupaj se je razvodenelo in ni skrbi tistih prejšnjih matic, in ni odpora domorodcev. Dva stavka, ki stavka bi še rekla, ali Saši. In sicer, pa tudi zato, da si Igor Tito omenil, je tako, seveda je to avtobiografski tekst, torej gradi torej, pa se naslanja na autobiografijo. To je nekaj že bistvenega. Ampak vse, kar je literaren tekst, kar je napisano, to pa ni več autobiografija, to je pa literatura. In s tem je tudi, kako bi rekla, odprto in svobodno za bralce in bralke, in pa seveda tudi zakone. Jaz lahko 10krat tu zraven sedim, v glavnem sedi to in tvoja igra in ona si ti in čim bolj ste recimo svobodni v tem čutenju ali pa tem tem ljubše mi je, ker stvar mora zaživeti tudi na odru, kot je morala zaživeti torej v literaturi. In jaz sem v bistvu svojo se videla vedno samo kot neke vrste medija, tudi zdaj, Torej, v glavnem, sploh nimam nobene potrebe, da bi se jaz zdaj kot oseba, zdaj kot Maja, ker sem nujno morala nekje zrcaliti, zdaj v vsake stvari, absolutno ne. In meni jaz sem zelo radovedna, kaj se ne čaka. Zmeraj gre za prevode, vse so prevodi. Eno je iz življenja, eno je iz umetnine v umetnino in tako naprej. Zdaj pa bi vas jaz pozval, če ima kdo kakšno vprašanje za avtorje. Jaz sem prav vprašanje v zvezi s tem, kar sta Eva in Igor nazadnje načela. Moje vprašanje pa bilo, kako se v teh 4 likih se vendarle zvede vse na 4 like, vse, kar je v romanu na nek način se zreducira, lahko o subjektivnem spominu smo zdaj že danes kar veliko slišali. Ampak kako pronica ta kolektivni spomin? Na kakšen način? A se oni soočajo ali so samo sporočevalci nekega kolektivnega spomina? To me čisto v gledališkem pa dramaturškem smislu zanima. Ena stvar, ki je Igor seveda že omenil, je sicer kako ta družbeni kontekst pronica skozi intimen spomin. Se pravi, glede na to, da vzpostavljamo skozi v bistvu mizenscensko, zelo statičen oder, mislim, zelo malo se v bistvu spremeni, pač mogoče ena sama večja sprememba,
predvsem skozi delovanje teh mehanizmov, vzpostavljamo v bistvu te intimne zgodbe, ki so seveda vpete v širši kontekst. In vsaka od njih ima ravno v bistvu priča o zelo širokem. Skozi seveda lik nje, ki ga igra Barbara Cerar, in skozi v bistvu odnos do teh spominskih prostorov, ki se seveda z igralsko bravuro seveda ustvarjajo, predvsem pa skozi to, kako se v njej nalagajo. To je en izmed postopkov. Drug nivo je seveda ravno ta jezikovni nivo. In sicer ta širša skupnost, ki se v bistvu na odru ne pojavi fizično, seveda ne, ker imamo spominske prostore. V spominskih prostorih pa se pojavi kot odzven, kot posneti material v tem našem žargonskem jeziku, kot ta jezikovna raven, o kateri je govorila Tatjana, kot zgodbe v bistvu v avtentičnem jeziku. To je zanimivo, v bistvu, kako se ta jezik spremeni, kako v bistvu ona vstopi v polje dvojezičnosti, kako je to tematizirano. V drugem delu predstave pa seveda v polje večinskega jezika. Ne brez problema, ampak tudi ne s problemom vstopanja na samem v bistvu koncu. Z neko razrešitvijo v bistvu tega problema, ki se v bistvu nakaže v samem koncu. Če se samo vrneš v vprašanje, v bistvu, kako ta kolektivni spomin nekako prikazovati, oziroma so nosilci kolektivnega spomina, tako kot so nosilci komunikativnega spomina. In tukaj je treba omeniti vlogo babice. Babice kot nosilke enega zelo bazičnega kulturnega spomina, ki sega najdlje v bistvu v tem romanu in ki je pravzaprav magičen že za nas. To je tudi ves ta predvojni čas, ki ga ona v bistvu v svojem okolju skozi vse v bistvu tudi rituale, pesmi in druge, v bistvu celo obredne strukture prinaša. Tako da teh nekih vzvodov je precej, se mi zdi, no. So pa v bistvu mečkam so zakamuflirani, ampak berljivi, upam. Jaz lahko samo to dodam, na začetku sem mislil, koliko ljudi lahko, množico, ki nosijo se te zgodbe in tako naprej, kako lahko prikažemo, potem se pa niso prikazati nima smisla, mogoče je samo nositelj en stavek, da pride reče, veš, onemu se zgodilo to, ali pa da preko ene situacije, mislim, da je jasno razvino, da je več ljudi, kljub temu je samo eden, ki to pripoveduje. In zaradi tega je lepo delati v gledališču, ker si lahko še dovolimo, da črtamo, odvzamemo in tisto in da ostane bistvo, ki je človek, in da preko človeka zvemo še, kaj se dogaja z drugimi. Ne? In to se mi zdi, da je potem zanimivo prav preko tega teksta, da daje katere zgodbe, katera politika in tako naprej, to potem seveda sledi romanu in ena skrivnost, ne? Kaj se dogaja v vasi, potem iz vasi gremo ven, gremo seveda celovca do Dunaja, ne? In to bo seveda ona prinašala nove zgodbe in nove jezikovne in tako naprej. Zato se mi zdi, da stvar je, kar se tega tiče, to je bilo po mojem najlažje predelaviti, da pomislimo, kaj se lahko od tega naredi. Kar to, kar je bilo najtežje, ne bi zdaj povedal. Ni tako Še jaz bi nekaj vprašala. Moje vprašanje bo bolj preprosto. Strašno lepo vas je poslušati se v tem čudežnem tekstu, ki nas je verjetno vse prevzel. Pa me zanima, mogoče, Igor, bi vi lahko povedal, ali pa kdo drug, kako ste našli Igorja? Ker zdaj poslušamo tržaški govor, vsej njegovi lepoti, kako ste povezali, ali kdorkoli od vas, vaših predhodnikov, meni se zdi to imenitna zamisel, da bo predstavo, ki jo je spočela Koroška Slovenka, režiral
prav tržaški slovenci. Predstavljam nam prosim malo več režiserja. Jaz ga še ne poznam, ker sem imela eno knjigo njegovo v roki, literatura. Ali to sam? Jaz mislim, da se bo on sam predstavil. Jaz lahko samo to povem, da je seveda tako, kot je že bilo prej rečeno, da je to iz načrtovanja prejšnjega umetniškega vodje, ne, in on se je tudi z njim on ga je spoznal in verjetno je imel točno to asociacijo, da gre za dve manjšine nekje, ki imata prav gotovo neko skupno točko. Ne. Tako kot sem jaz prej rekel, da imam z Majo na enem drugem nivoju neko skupno točko, tako ima pa on kot en mladič iz Trsta, ima pa verjetno čisto neko drugo asociativno stičišče. Predstavi se pa sam. Ja, to je res. Najprej povem to, kar sem že vsakeč to povedal, se mi zdi, da prinaša tudi srečo. Jaz sem Igorju rekel, da v bistvu on sprejema že rabljeno kuhinjo Ikea, ker je prvi kupil, vzel in zdaj pač sprejel. In ni bilo to super, da je to sprejel, ker se mi zdi, da je tudi on pač rekel, pač si. So se potem poznali in mislim, da Nama ni bilo žal. Samo meni ne. Ker je ime dobro, veš, da štata z imena. Ko me Miller ponudil ta tekst, jaz sploh nisem pomislil na dimenzijo manjšine. Kaj je strašno povedano. Je malo ta efekt, zdaj porejanje z velikani, vem, da je vedno nevarno, manjšinski avtor je vedno primoral nekaj govoriti o manjšini. Je kot tisti efekt Heiner Müller, dokaj je bila DDR, je znal pisati, potem, ko ni bila več DDR, kaj ni znal več, ni res. Ne? Po mojem je to samo en element, ki je dodan tisti realnosti. In ni res mogoče celo niti to, da bi jaz razumel boljše situacijo koroških Slovencev samo zato, ker imamo mi našo, ne bom pravil za hrvatizmo, zelo kompleksno situacijo v Trstu, in da zaradi tega lahko jaz na drugačen način gledam na to. Gotovo je bilo zelo zanimivo, da bi režiser z ljubljanske največje elite tudi naredil to predstavo in predeljavo. Bilo tudi zanimivo videti, iz katerega gledišča on črpa določene stvari. Gotovo je to mene tako je recimo privedlo, da ne bi, da me sploh ne čudi, kot nekateri, da je roman napisan recimo v nemščini, originalno. Jaz sem svojo prvo knjigo tudi napisal v italijanščini. Ker ni stvar tega, v kakšnem jeziku, kaj in kako. Sta dva jezika, govori pa o eni temi. In ti se najbolj važno, kaj in kako pišeš, ne v kakšnem jeziku, to mi zdi vsaj meni, v tem primeru. Zaradi tega jaz sem knjigo in zgodbo črpal kot nekaj, kar bi lahko napisal tudi, ne vem, avtor iz Afrike, karkoli. Nisem gledal, nisem štapil, nisem črpal iz tega, zdaj moram še prati svojo identiteto ali kaj takega. Sploh ne. To se mi zdelo, da je zelo pomembno. Jaz sem takoj tudi Millerju rekel, jaz ne bom zdaj neko odo manjšinskosti z tega črpal. Ker bi potem postavili vse to, kar ima roman, ker odpira svetove, če bi jaz začel gledati samo na problematiko manjšinskosti, bi postal članek Primorskega dneva. Mislim, bi postal zelo, bi zmanjšal stvar. Če pa si dovolim, da je to tekst, ki ga je lahko napisal Bernhard, potem je to treba tako jemati, verjeti to in ne gledati, če je v tistem kotičku ali v onem kotičku. Zdaj, to je mnenje, da te mogoče pridržati, da je vsa odra manjšinskosti. Mislim, da ne. Sej, veš, tole je samo ugibanje, škoda, ker ni Millerja tukaj, ki bi on na to lahko odgovoril, kako je on tebe našel, ki je s tabo najdel kontakt. Jaz si samo rečem, da je to bila ena, verjetno ena od asociacij. Jaz ga zelo razumem. Ja, to je super razgovor. Jaz nisem mislila, da
so vas povabili ravno zato, ne, da bi naredil en paket manjšinskih. Da ne bomo preveč obimali. Moja asociacija je šla v smeri, da je verjetno Miller oženil tudi Handkeja z Ivico Buljanom, ne, ki je naš gost iz Zagreba. In to se je imenitno zgodilo. Jaz mislim, da je predstava precej boljša kot tekst. Tako da je bilo to zelo posrečena ženitev, ne, in jaz sem skoraj pripričana, da to po tem, kar ste povedali, da nas čaka nekaj podobno lepega. Tukaj tudi gre za podobno ženitev. Zdaj, pa tu, ali Igor to zdaj prizna ali ne, ampak ženitev je taka. A vi ste knjigo napisali, to sem videla, a ste že režirali tudi kaj dosti? Jaz kaj dosti ne poznam. Ja, mislim, dosti ne vem, kako sem izgledal, da imam 55 let, mislim, da sem 20 let star, se obrijem, boste prepoznali, kako sem razbrali. Jaz sem študije imel v Nemčiji, zaradi tega sem nekaj stvari delal v Rominsko. Potem 3 predstave sem imel v Trstu, 2 sta bili v bistvu predelavi, lahko rečem, oziroma ena gotovo predelava. Vsaj naprej bom več delal. No, sej, ravno to, ne, pač Edvard Miller je v bistvu Igorja pripeljal tako rekoč iz Nemčije preko Trsta, ne, pač njegova študija. To pravzaprav, če odštejemo pač slovensko gledališče v Trstu na trenutno slovenskem muzeju, je pač moja prva režija v Sloveniji. Ja, v Sloveniji je prva. Ja, no to sem mislila. Če odštejemo Trst. Prvo Ljubljano. To je moja. Ja. Lahko še res vprašam na malenkost. Mene zanima bilo to, jaz imam nekaj izkušenj z pogovori z ljudmi, ki so govorili spomine v svojem življenju pred 25 leti in ponavadi je to izpadlo zmeraj tako, da so bili to pravzaprav monologi. Niti niso bili dialogi. Kako ste dramaturško, oziroma kako ste mizascensko in odrsko rešili pravzaprav eno vprašanje, ki lahko takoj zapelje točno v to. Mati govori svojo zgodbo, ona govori svojo zgodbo in tako naprej, vsak govori svojo zgodbo. Koliko je tle pravega dialoga, oziroma kako ste to rešili v zgodbo in kakšen vok na zgodbo? Dramaturgija seveda pač svoji intenciji želi ustvarjati pogonsko orodje, ne? Režija v svoji izvedbi pač poganja, se pravi, te zgodbe naprej, jih vso postavlja v neke dinamične odnose, v celo mogoče konfliktne odnose med temami in tako naprej. Nismo se preveč predajali monološkim strukturam, če tudi bi bilo tudi to zelo zanimivo in kot format, prizoritveni format v neki epskosti izvedljivo. Mi smo se odločili v bistvu za eno bolj dinamično strukturo, ki je zelo dialogizirana z umestnimi v bistvu Freudovs efekti, ki jih predvsem ona kot centralna figura spominjanja, se pravi pač ustvarjalka teh spominov na odru, ne, in oseba, ki prikliče vse te spomine, se pravi, jih ona postavlja v zelo dinamičen splet. Tako da tam, kjer bi pač prišlo do zelo realističnega spominjanja, smo pač mečkam posebili. Ja, res je to, recimo, da če je spomin kot tak pripovedovan monološka zvrst, to pomeni, da če jaz stopim s spominom v kontakt, imam jaz dialog s spominom. To je recimo ena stopnja, ena možna stopnja. Zaradi tega potem lahko jaz stopim v spomin in se razvije scena ali situacija in tako naprej. Mene osebno zanima, recimo, v knjigi imamo zelo široko in zelo močno pripoved babičnega spominjanja na te izkušnje iz koncentracijskega taborišča. In v drugem delu knjige recimo je veliko več pripovedovanja o očetu v času partizanstva. Meni se mi zdi recimo v tem primeru pomembno, da imamo ta dva velika monologa, če jih vzamemo ločeno, da bi jih skupaj postavili
in da imamo neke vrste preplet. To je tudi ena možnost, recimo, ki se jo vidi tudi konkretno v predstavi. In preko tega tudi ustvarimo nek drug tip aktivnega poslušanja, ne, in preko tega vidimo, katere informacije, katere zgodbe je ona predeljala potem v življenju in tako naprej. In potem so seveda konkretne scene. Brez uvoda so pač dialogi. Ne? In zaradi tega se mi zdi, da je lahko, mislim, da se vidi, da so možne palete tipov, različnih tipov spomine in spomine. Še to, vaša adaptacija romana, ki je časovno obarvana, bodi si kostumsko ali kakorkoli, ker tekst malo je, ne? Ja. V roman je. Ja. Jaz se vam opravičujem zaradi istega razloga kot Janis. Ja. Če ste kaj obarvali? Ja, sej. Ne vem, Razmišljam, ker je ja, ki ima tudi ene ne vmes, zato je treba ja in ne, oziroma ja je časovno obarvana, ker sva se, recimo, kostumi so, predvsem kostum mame, smo gledali, da bi lahko imeli neko časovno dimenzijo preko tega. Mene je sedno zanimalo, da bi na začetku knjige imeli neke vrste mitsko dimenzijo, da ni konkretno stavljen čas, ko preberemo, vsaj meni se zgodilo, da ko sem prebral knjigo, sem bil v eni drugi časovni dimenziji. Nisem vedel, če je leta 1910, 20, 40, in meni sploh zanimalo, zdelo se je, da je to neke vrste epska dimenzija časa. In to se mi je zdelo dobro. Zaradi tega, ki sem hotel, z istega razloga. Ja. Ok, Gregor, si. Jaz mislim, da lahko delujemo neformalno, oziroma da se lahko podružimo v bistvu, pač je še v kavi. Točno, gre na Če kavu. ima še